Novo leto, nov Call of Duty. Z lanskoletnim izjemno uspešnim modom Warzone, ki ga še zdaj ogromno ljudi igra, pri Activisionu spet vidijo potrebo, da plačajo delničarjem in posledično prihaja Call of Duty Black Ops Cold War. To je sedaj 6. izdaja v Black Ops storylineu in je prva po letu 2018 z Black Ops 4. A kaj bo letos novega? Če sploh kaj? No, pa poglejmo. Call of Duty je verjetno ena najbolj prepoznavnih igričarskih gaming franšiz nasploh. Na začetku se je ukvarjala z drugo svetovno vojno v Call of Duty 1, 2, 3 na Xbox 360 in na PlayStationu in nato z četrtim, torej Modern Warfare, presedlala v moderni čas. Živo se še spomnim hypa, ko je bila izdana prva Call of Duty Black Ops. No, sedaj naj bi se z Black Ops Cold War selili nazaj v svet direktno po originalnem in tako bo igra postavljena v začetek 1980-ih in vrnilo se bo kar nekaj znanih imen, med njimi Alex Woods, Frank Mason in Jason Hudson kot karakterji, ki jih lahko igramo in so vključeni v kampanjski način. No, če še niste opazili zadnjo minuto in pol, gledate beta access footage novega Black Ops Cold War in sicer spletnega igranja. Mehanika igranja, perki in celotna izkušnja je izjemno podobna preteklim Call of Duty naslovom in je milo rečeno dodelana do te točke, da bi sam gameplay lahko izdali kar jutri, pa bi se ne videlo, da je zadeva še v razvoju. A konec koncev je to tudi posledica tega, da se bolj malo spremeni iz ene v drugo izdajo. Nekaj grafik, nekaj tekstur, malce prilagodijo animacije in imajo nov game. No, te glavne novosti, ki bi nas naj čakale, pa so zagotovo to, da se nadaljuje Warzone in bo ostal kot ločen gameplay mod, ločen izdelek, a znotraj Black Ops Cold Wara. Igralcem bo ponujen DLC in bo nekaj dodatnih mehanik prišlo, ampak na koncu bo ostal kot ločen produkt, kar je izjemno dobra novica za vse, ki igrate Warzone. Ne bo to, kot je to bilo v Black Ops 4 z Blackoutom, ki je bil in na to naenkrat več ga ni bilo. Še ena novica, ki je bila vedno zahtevana in v določeni stopni že implementirana v Warzoneu in v Modern Warfareu, torej lahko igrajo igralci iz PlayStationa, iz Xboxa in iz PC-ja na enem strežniku. Ja, to dostikrat ni pošteno za konzolaše, ampak vseeno lahko igrate s prijatelji, tudi če ti nimajo iste konzole ali pa računalnika kot vi, kar je super za širjenje populacije igralcev. Že v Open Beti je bilo opaziti hitrejši gameplay, ki več ne bo podpiral mountanja weaponov, torej tistih set animacij, ko se nastavlja in postavlja orožje ali počasnega pikanja skozi vrata. In je mišljena kot sprememba, ki bo bistveno pohitrila samo tehniko igranja z več sprintanja in manj počasnega pikanja okoli robov in tako naprej. Pričakujete lahko manj camperjev in več hitrejšega akcijskega gameplaya, ki ga vsi pričakujemo od Call of Dutyja. Vrača se tudi Gunsmith, ki je sedaj nadgrajen z do 54 attachmenti na orožje, tako da si lahko customizirate vaš loadout do podtankosti po lastnih željah. Istočasno pa se vračajo tudi wildcardi, ki bodo omogočili do 8 attachmentov na posamezno orožje. In nas prav zanima, kakšne komboje bomo videli v prihodnosti na serverjih. Zadnja in za kampanjske navdušence najpomembnejša sprememba bo pa zagotovo vključitev večjih koncev, torej večjih možnih zaključkov kampanjskega dela v sam single player mode. Igro želijo narediti manj premočrtno in linearno ter jo odpreti bolj igralčevim odločitvam, njegovim izbiram in s tem bodo naredili nekaj, kar še ni bilo preizkušeno nikoli prej. Vedno si šel skozi iste korake, skozi iste misije, streljal iste enemije. Sedaj se to konkretno spreminja in ta sprememba mislim, da bo ključna za uspeh novega Call of Duty Black Ops Cold Wara. To je bilo to, kar se tiče naših prvih vtisov z igranjem Open Bete na PlayStation 4, na Game Gangu pa
lahko pričakujete poglobljen in-depth review, ko igra izide enkrat v sredini novembra.